Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še enem povzetku dogodkov, katere tokrat pričenjam z otvoritvijo umetniškega projekta Procesi iz sklopa Spodbuda mladih koroških ustvarjalcev društva RMU, pri katerem sodelujeta Katja Fele in Jure Markota. No, na vprašanje, zakaj pravzaprav procesi, mi je predsednik društva RMU povedal, da so procesi bistveni, saj je vsak končni izdelek oziroma produkt del nekega procesa. Prisluhnimo torej predsedniku društva Radu Karlo Poggiju, kot seveda tudi vizualni umetnici Katji Fele, ki je v ponedeljek odprla vrata svojemu začasnemu ateljeju. No, umetniški projekt Procesi, ali recimo tematika Procesi, zaradi tega, ker mislim v skupini, pravzaprav Jure Markota, Katja Fele in jaz kot predsednik tega društva smo se izmislili ni narediti razstave, ker vidimo vedno končni izdelki, ampak pravzaprav približati prav to, ki pelje do končne izdelke. Ker če gledamo, procesi so v našem življenju pravzaprav bistvena stvar, ker vsak končni izdelek je pravzaprav rezultat enega procesa. Tako tudi rešitve je znanje tega procesa, olajša tudi rešitve, iz kakrkoli situacija smo. Glede na to, da delamo za likovno umetnost, seveda je bil blizu ideja, da, in tu na tej točki tudi hvala lepa Jureto in predvsem tudi Katja, da dovoljujejo, da dobimo en pregled nekaj stvar, ki dostikrat v današnji časi tudi naredi prav poseben umetnik ali ne, mistificira en umetnik in s tem tudi ustvarja konec ena cena. Tako da nas dovoljujejo, da gremo v tiste intima umetnika, ki pravzaprav pelje do tega, ki mi smo navajeni videti v razstave. In pravzaprav bomo videli, kaj bo tudi, mislim, proces je odvisen procesa, tudi kakšen izdelek bo, če bojo izdelki, morda sploh ne bojo izdelki. Tako da vljudno vabljeni vsi, da se udeležijo, gledajo, pokukajo in pridejo torek, sreda, četrtek v postaji med 5. in 7. ura, Celjska 10A. Umetnica bo vesela. Katja bo imela pri odprtju atelje v mesecu avgustu, kaj sledi v nadaljevanju? Res je, ponedeljek smo slavno odprli mesec, ki bo, torej prva faza tega projekta, ki bo Katja vabila do sodelovanja in pokukanje njenega ustvarjalnega procesa tukaj v postaji. Druga faza od tega projekta, ki pravzaprav vsebuje 3 oziroma 4 faze, bo odprtje atelje Jureta Markota. Kakšna tematika bo Jure ponudil, bomo šele odkrili. In ko zaključimo z tema 2 fazama, se bomo vsi skupaj koncentrirali na to, kako dokumentirati, kako pravzaprav fiksirati te 2 procesi v nekaj končni izdelek. Torej, trenutno imamo ideja enega kataloga v obliki časopisa ustvarjati, publicirati. Tako da, ampak to, konec koncev se bo tudi to je del procesa. Tretja faza pol, seveda zdaj, ko imamo ena publikacija, bomo vabljali in predstavljali ta naš končni izdelek. Primerno seveda tukaj v Slovenj Gradcu. Pol imamo v načrt trenutno še Celje, Art kvartir tam, ena galerija od prijatelji, umetniki, ki imajo ena galerija v Celje. In ne nazadnje v avstrijskem Hartenbergu, tam galerija od mesto Hartenberg, ki je vodena od en društvu, ki leta že sodelujemo. In tam bomo seveda tudi avstrijskim našim sosedim predstavljali, kaj smo storili tukaj in odkrili pravzaprav čar, mistifikacija tega ustvarjalnega procesa. Motnje v komunikaciji je ena taka besedna zveza, zelo kontradiktorna. Motnje razumem kot vzpostavljanje oziroma šumi, ki zmeraj upadajo v neko komunikacijo. Komunikacija je pa
sopomenka za nek red, za komunikacijo, vzpostavljamo, uravnavamo vse v svetu. V postaji boste imeli en mesec, torej ta odprti atelje. Kakšno bo vaše delo v tem mesecu? Ste morda na sami otvoritvi že dobili impuls? Kakšen bo torej vaš proces do nekega končnega izdelka? Ja, otvoritev je bila zelo zanimiva, dobila sem različne impulze, namerno sem pustila atelje prazen, da ne bi obiskovalcev omejevala z kakšnimi svojimi idejami. Tako da poskušala bom zdaj to vpletati tudi v svoje delo, sigurno bo pa na nek način dokaj klasičen atelje, ampak nekako ponujen širši javnosti, da pridajo, me obiščajo, se z mano pogovarjajo o idejah, o spremembah, kaj njih moti, kaj bi radi spremenili. Torej, vizija končnega izdelka? Bo slikarsko delo, razmišljam tudi v videu in predvsem neka dokumentacija tega procesa in ateljeja, ki je ponujen ljudem. Vabljeni torej v postajo vsak torek, sredo in četrtek med 17. in 19. uro. No, v nadaljevanju pa se selimo v Dravograd, saj vas Kulturno društvo Drava in javni zavod Dravit vabita v prenovljeni prireditveni prostor Lukna, kjer bo med 5. in 9. avgustom potekal letni kino. Besedo predajam gospodu Robertu Preglavu iz Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd. Res je, letni kino se v Dravogradu pričel leta 2002 v prireditvenem prostoru Luknja, ki je bil takrat čisto v drugačni podobi, kot je danes. In vmes seveda z nekaj premori je bil vsa leta prisoten v našem Dravogradu, med drugim tudi na stadionu, potem, ko Luknja ni bila primerna oziroma ko bila v prenovi, in pa še kje se je pojavila tudi pred dvorcem Bukovje, smo že imeli nekaj predstavitev letnega kina, seveda pa letos ponovno se vračamo na prireditveni prostor Luknja, nov prostor, prenovljen, v primeru Slabe Rovena pa normalno v športno dvorano Špic D pri stadionu, kjer smo tudi sedaj. In letni kino je v bistvu tako že nekako kar stalnica v naši občini in upamo tako tudi v prihodnje. Torej, letos premierno, ponovno v Luknji, morda odkot to ime Lukna, zakaj Lukna? Luknja je v bistvu kot prava Luknja, vse to sredi Dravograda, tisti, ki to poznajo, bodo vedeli, je nekako amfiteatralna postavitev, vse prej je bila v bistvu več sedežev v obliki amfiteatra, tudi sedaj je obdržala to amfiteatralno obliko in nekako zato je skozi bilo nekako to narečno ime Luknja, sredi Dravograda je ena Luknja, kjer se pač nekaj dogaja in to je tudi prav. In od 5. do 9. avgusta se bo torej ponovno dogajalo v tej Luknji. Sicer pa izbor filmov samo ocenujem kot sila zanimiv, pravzaprav so sodelovali občani Dravograda. Res je, občanom Dravograda smo ponudili 15 filmov na izbiro, gre za slovenske filme in po njihovem izboru, kjer so tudi preko nagradne igre sodelovali v izboru teh filmov, so si izbrali 5, ki jih bodo lahko ta teden videli. Organizatorji ste na to predali še 6. Seveda me zanima, kateri je ta 6. film, zakaj ravno ta 6. film? Tako je, predodal se 6. film, to je Nick the Hacker. To je ravno zaradi tega, ker je to naš koroški film, pripravili so ga gimnazijci gimnazije Ravne in verjamem, da bo zanimiv tako za mlajšo kot za starejšo populacijo, saj gre za naš izdelek Koroške. Vsak večer ob 21:30 uri vas pričakujemo v Dravogradu, ob lepem vremenu v Luknji, v primeru slabega vremena v športni dvorani Špic D. Vstop je prost, zato vljudno vabljeni, da se udeležite in uživate v naših slovenskih filmih. Torej, kot ste lahko slišali, si boste v Luknji lahko ogledali tudi prvenec filmskega studia na Gradu in sicer koroški film Nick the Hacker. No, preden predam besedo vodji tega studija, prisluhnimo mladim ravenskim gimnazijcem, ki so v ta namen postali ali snemalci, igralci, montažeri, lučkari in morda še kaj. Pravila sem delo direktorice fotografije in pa snemalke. Poleg tega pa sem tudi urejala ličila, torej make-up, pa sem nosila stative in pa urejala luči, pa postavitev vsega. Torej zelo vsestransko, no? Ja, bila sem deklica za vse. In na kakšen način si začela sodelovati pri tem filmu? Poklicali so me zato, ker se ukvarjam s fotografijo in so rabili snemalko. Seveda sem rekla, da ji bom priskočila na pomoč.
In zelo me je zanimalo snemanje in sem si pridobila nove izkušnje, pomagala pa sem tudi pri pisanju scenarija. To je nekaj drugačnega. Meni je všeč mi je umetnost in bi rada tako tudi nadaljevala, ker se mi zdi, da ko snemaš ali pa ko fotografiraš, da ujameš neke trenutke, ki jih potem lahko ponoviš samo s tem, samo z nekim posnetkom. In zato me zelo zanima in mi je všeč. Ja, jaz sem film režiral, sem ga snemal, zmontiral in pa obdelal zvok. Zelo sem užival pri režiji in pa pri snemanju, pa tudi montaža ni bila tako slaba. Tako da samo zvok, torej ti ni. Ja. Zakaj pa zvok ne? Zdaj že moram vprašati. Z zvokom je zelo veliko dela. Imeli smo problem s šumom in sem ga moral ven pobrati, kar je pa zahtevalo veliko dela. Kako si začel sodelovati pri projektu? Kakšne so zdaj po tem projektu tvoje nadaljne vizije? Ja, ko sem prišel na gimnazijo, sem videl, da imamo filmski studio na Gradu. Takoj sem poiskal našega mentorja Uroša Zavodnika in sem se vključil. Trenutno pa že razvijamo scenarij za naslednji film. Ja, ta filmski studio na Gradu sem se pridružil v prihodu v prvi letni gimnazije. Sem videl, da se dogaja na gimnaziji filmski krožek, takoj sem se pozanimal in se pridružil. Meni je pa on razložil in povedal, kako se v to vključim in seveda sem bil takoj zainteresiran. In sploh ni bilo problema, so me sprejeli in smo skupaj naredili film. Moja vloga pri filmu je bila tajnik režije, pomagal sem tudi pri zvoku in osvetlitvi. Martin? Jaz sem pa snemal s kamero in tudi manjšo vlogo v filmu sem prevzel. No, preden pa vam za pokušino predvajam izsek iz tega koroškega filma, pa prisluhnimo režiserju in scenaristu ter hkrati tudi vodji tega studija, filmskega studija na Gradu, gospodu Urošu Zavodniku. Na Ravnski gimnaziji me je ravnatelj Ravnske gimnazije povabil k sodelovanju, namreč dijaki so zelo angažirani na raznih umetniških področjih in film združuje vse ta področja, tako recimo fotografijo, bolj glasbeno ustvarjalnost, likovno izražanje, teater, glede na to, da tudi veliko dijakov se ukvarja s gledališčem na tej gimnaziji. In tako sem rekel, dobro, pa dajmo ustanoviti filmski studio na Gradu. In tako se je bolj začelo s tem filmskim studijem. Najprej je prišlo pač nekaj dijakov, seveda je bilo treba poiskati neko idejo, iz te ideje razviti, tako bom rekel, nek scenarij, nek sinopsis. Prišlo je do te ideje Nick the Hacker, se nek dajmo pol zaplesti to zgodbo, dajmo narediti, bom rekel, malo tako nekonvencionalen film, ne, bom rekel, tipično slovenski, dajmo poiskati mogoče neke vidike, tudi, bom rekel, svetovne kinematografije, dajmo narediti malo tako sproščen film in dijaki so začeli delati v bistvu v tej smeri. In tako se je razvil pol ta scenarij in po zimi smo rekli, zimske počitnice, dijaki imajo prosto, ampak so si vzeli čas in so rekli, dajmo posneti med zimskimi počitnicami tale film. In res smo pol snemali med zimskimi počitnicami ta njihov prvi kratek igrani film, Nick the Hacker. Ja, mislim, tako je bilo, jaz jim dajo supporta, ne. Bom rekel, da so se verjetno malo upirali na mene, ampak jaz jih spodbujal, da postanejo samostojni, da se osamosvojijo. In tako so se začeli tudi počasi osamosvajati in iz tega so, bom rekel, takole prevzeli vse te vloge. In jaz seveda sem jih suportiral in pri režiji, in pri kadriranju, in pri razvoju scenarija in tako naprej. Tudi pri vodenju igralcev. Ampak, bom rekel, dlje je trajalo snemanje, bolj so bili samostojni, na koncu, bom rekel, takole nastalo to filmsko delo, ki je, bom rekel, dosti samostojen produkt dijakov Ravnske gimnazije. Ja, film smo snemali 4 dni med zimskimi počitnicami. Prvi dan, bom rekel, bil zelo dolg snemalni dan. Začeli smo nekje ob 8, končali pa ob 11 zvečer. Ampak vsi so zdržali in vsi so bili zelo angažirani. Tako da naslednje 3 dni
je bilo snemanje malo krajše. Pol so imeli, bom rekel, še en dan teh počitnic, pa vikend, in pol smo, enih par scen smo pa pol še dosneli mesec dni kasneje. Medtem se je na gimnaziji tudi postavil ta montažni studio, tako so lahko začeli tudi konec koncev tudi za montažo in so zmontirali ta film. Je dosti velika razlika med profesionalnim svetom in, bom rekel, začetki filmskega ustvarjanja. Mogoče je tudi razlika v tem, da v angažmaju, da se je treba tukaj za en projekt, ki je bil brez budžeta, zelo angažirati. In ravno to je verjetno težko speljati v profesionalnem svetu, speljati neki nov budget projekt na ta način. Ampak nasprotno je pa ravno z, bom rekel, dijaki ali z neko populacijo, ki se želi tega in ki je na začetku svojega ustvarjanja in ki vidi možnost skozi film se izraziti, možnost speljati, bom rekel, en tak projekt na nekem dosti visokem nivoju. In jaz sem jih tudi vzpodbujal v tej smeri, da je bil pristop, kolikor je bilo pač mogoče, dosti profesionalen. Da so začeli, bom rekel, tako posnemati nekako dogajanje v profesionalnem filmskem svetu. Da ni bil, bom rekel, pristop čisto amaterski. Zaradi tega je tudi film drugačen, kot bi sicer lahko nastal. Se vidimo jutri po pouku. Ne vem ponavljati napak iz prejšnje gimnazije. No, na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu so tudi v začetku letošnjega kulturnega poletja postavili osrednji oder, ki pa zdaj že dalj časa sameva. No, zato pravzaprav tudi ne čudi vprašanja meščank in meščanov, torej občine Slovenj Gradec, ki se sprašujejo, zakaj še sredi trga stoji oder, če tam dejansko ni koncertov. Odgovore na zastavljena vprašanja sem iskala pri županu Mestne občine Slovenj Gradec, pri gospodu Andreju Času. Ja, morda je leto še posebej izstopa ta oder, ki se meva na Trgu Svobode, posebno zaradi tega vremena. Tudi prejšnja leta je oder ostal do občinskega praznika in ni vzbujal tolikšne pozornosti, ker so se nekako še odvijale neke prireditve, vreme je bilo boljše. Letos smo oder ravno tako pustili do praznika, ker je strošek demontaže in montaže okrog 3000 evrov in bi bilo to nesmotrno podirati in zopet postavljati. In smo v tem času računali na to, da bodo gostinci, razna društva, ta oder uporabljali brezplačno za morda kakšne svoje prireditve. Ampak seveda tudi vreme je krivo temu, da oder sameva in da sameva tudi ta Trg Svobode.
Torej so gostinci dejansko razmišljali o tem, da bi uporabljali oder, vkolikor bi bilo lepo vreme? Ja, bil je interes, zato smo tudi pustili oder tukaj. No, kot brško ne veste, je sleherna oddaja aktualno predvajana tudi na ostalih kabelskih televizijah na Koroškem. No, in v teh dneh se je, lahko bi dejala, neuspešno spoprijemal s težavo gledalec iz Dravograda, ki je dejansko obupan nad delom javnih institucij, zato se je na pomoč obrnil na nas. Pa poglejmo, zakaj dejansko gre. Torej, lani ste za odmero stavbnega zemljišča plačali 73,38 evra. Leto kasneje 190,38 evra, torej matematično dvakrat več. In v obdobju od lani do danes niste ničesar ne dogradili, ne spremenili. Popis je bil pravzaprav storjen že leta 2011. Obiskali ste prenekatero institucijo, ker ste se seveda želeli dobiti odgovor na to preprosto vprašanje, zakaj od 73 na 190. Tako da prosim, kakšna je bila zgodba? Najprej ste šli na davčno pravo. Na davčno pravo tako piše na položnici, kam se lahko obrneš, če ti nekaj ne štima. In sem šel na davčno pravo, tam so pogledali, so rekli, da podatki štimajo. Prvo se je malo čudno zdelo, da je veliko. So rekli, taki so podatki, ne moramo kaj. Sem rekel, kam zdaj je to, da lahko to podatke, pa da zvem, kak je, kaj, pa to. So rekli na občino, občina nam je dala podatke. Grem jaz na občino gleda, je rekla, taki so podatki, to štima. Sem rekel, pa ne štima, to je enkrat več, ko je lani bilo. Sem rekel, dobro, nekaj evrov grdov, to zastopiš, da se spreminja cena, samo ne enkrat več. Pole mi je rekla, ja, to je pa na geodetski upravi v Slovenj Gradcu. Sem rekel, a tam imajo podatke? Ja. Sem rekel, a grem tja? Ja. Grem na geodetsko upravo v Slovenj Gradec. Praktično v prvi pisarni, ko je bila tudi ena referentka, tista gleda, je rekla, ja, to je duplirano. Sem se že vdahnil, tako sem rekel, sigurno, da je to narobe. In tamle, ko malo gleda papirje, gremo pole v drugo, sem rekel, da bi imel nekaj, da vem, a kjero položnico lahko bek vržem, če je duplirano, jasno. Gremo v drugo pisarno, druga gospa tamle gleda, je rekla, ne štima, to vse štima. Sem je dal vse kvadratne metre, parcele, tretje, kek sem papirjev najdel, vse sem ji dal. Gleda, vse štima, Madonna, enkrat več. Vse so prej rekli, ja, malo čudno je, samo dobeden, kaj sem. A ni bilo volje, ali ni bilo kaj, da se bi zavzel, da bi pogledal kaj. In kaj, na geodetski upravi, na občino, nazaj. Rekel, pa bil sem na občini. Ja, oni morajo imeti vse te, ne se, kaj sem, tako je rekla, malo se bolj strajete, ali pa bilo kakega, ne. No, en tak občutek sem pa dobil, da so v končni fazi, če je kaj narobe, da so študenti krivi, ko so popisovali, da so take podatke dali, da so zdaj oni krivi za to zmedo. No, grem jaz nazaj v Dravograd na občino, kjer je bila ura, 12:30. Ni bilo več dobenega. 2 dni lahko od vrat do vrat letaš, pa praktično niti enega pametnega podatka, ali pa kaj, pravzaprav glih teko v Slovenj Gradcu, da bi šel v Ljubljano, šel na geodetsko, na center, ali pa še to povrhu, da bi onega študenta šel iskat, kjer je meril tule hišo. Torej, na vseh teh institucijah, geodetska v Slovenj Gradcu, občina Dravograd in, kot sva rekla na začetku, še davčna uprava v Dravogradu, na vseh teh 3 institucijah niste dobili odgovora, zakaj je toliko plačate dvakrat več. Ja, dvakrat več. Ja, no, tak nekaj. Torej, na mesto 73, 190. Ja, nikjer. Nikjer. Kakršnakoli razlaga? Kako ne rečem, nesposobnost. Nesposobnost določenih ljudi na določenih položajih. In to se pri nas dogaja, zato je pa država tako dolž prišla.
Na odgovore na zastavljeno vprašanje gledalca iz Dravograda pa načrtujem za prihajajočo oddajo. No, v nadaljevanju vas želim obvestiti še o subvencijah za zaposlitev starejših oseb. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v teh dneh objavil javni poziv delovna vključenost starejših oseb, na podlagi katerega lahko delodajalci dobijo 5000 evrov subvencije v primeru zaposlitve brezposelne osebe, seveda iz te ciljne skupine. Ciljna skupina, kot rečeno, so torej brezposelne osebe stare 50 let ali več in sicer z stalnim bivališčem v občinah vzhodne Slovenije, torej iz Koroške. Vse dodatne informacije in seveda tudi natančnosti pa sprejmete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. No, ob koncu le še vabilo in sicer na jubilejne 20. vozeniške dneve, ki se začno že jutri in trajajo vse tja do 17. avgusta. Vstop na te vozeniške dneve bo tudi letos torej brezplačen, že v tem trenutku pa vam obljubljam povzetke v prihodnji oddaji. V tem trenutku le še srečno.